Pozdravljeni, tu Blaž. Danes pa bom govoril o testu prisotnosti oziroma testu prisebnosti ali pa testu zavedanja. Sicer v prejšnjih videih sem govoril že o tem, kako se ljudje neprestano podrejamo svojim mislim in svojim čustvom do te mere, da se dejansko sploh ne zavedamo dobro svoje okolice in tega fizične realnosti okrog sebe. Posledično seveda smo potem zelo sebični in ignorantski do te okolice, ker samo upoštevamo predvsem svoja čustva in svoje želje, svoje poželenje in podobno. In kako lahko preverimo samega sebe, da smo res zelo podrejeni svojim čustvom in svojim mislim in miselnim vzorcem? Enostavno tako, da se odločimo, da bomo za 21 dni v vsakem dihu pozorni na svoje dihanje. Torej, da se bomo neprestano zavedali svojega dihanja. Se pravi, odločimo se, od recimo zdajle naprej bom 21 dni vedno pozoren na svoje dihanje. Seveda to zdaj ne pomeni, da bom čist pri miru in poslušal svoje dihanje, ampak bom enostavno nadaljeval z življenjem tako kot ponavadi. Razlika bo samo v tem, da se bom ves čas zavedal tega, da tudi diham. Vsakega svojega vdiha in izdiha. Seveda se lahko med dihanjem tudi recimo razmišljamo, kaj bomo počeli in kako bomo nekaj naredili in se hkrati zavedamo svojega dihanja. Ampak seveda bo verjetno to zelo težko in lahko poskusite sami in boste ugotovili, ali ste resnično prisotni v trenutku, v sedanjosti, v vsakem momentu, ali pa vas odnaša v in v čustva. In potem recimo na koncu vsakega dneva pogledamo za nazaj, za cel dan, koliko je takih momentov, kjer smo se zavedali, da smo dihali, in koliko je takih obdobij in momentov, kjer se sploh nismo zavedali, da dihamo. In na podlagi tega lahko potem dejansko ugotovimo, do kakšne mere smo podrejeni svojim čustvom in svojim mislim. In seveda ugotovitev bo večinoma pri vseh ljudeh ta, da se večino časa sploh ne zavedamo, da dihamo. In to je ravno posledica tega, da nas kar naprej odnaša v domišljijo, v naš da nam čustva jemljejo pozornost od realnosti, celo do te mere, da se niti svojega lastnega fizičnega telesa ne zavedamo in nismo prisotni tukaj v sedanjosti. In seveda vsako tako jemanje pozornosti od tega sedanjega trenutka tukaj, v realnosti, povzroči to, da smo neučinkoviti, da smo manj učinkoviti. Zato, ker se ne moremo učinkovito usmerjati, samo usmerjati, samo direktivno proti cilju, ki smo si ga zastavili, ker nas pri tem motijo ta naša čustva in te naše misli, ki nam kar naprej skačajo v zavest in nas pri tem motijo. Recimo, primer, če se odločimo, da zdaj bomo pa naredili nalogo za šolo, recimo, pa potem rečemo, ok, pa gremo, pa se usedemo za mizo in potem že pridejo misli, pa razna čustva zraven, recimo odpor, pa ne da se mi, pa kak je to bedno, pa rajš bi šel ven, pa košarko bi špilal, pa se zasanjamo, pa začnemo razmišljati, kak bi lahko zdaj košarko špilali, recimo, in podobno, ali pa gledali televizijo. No in vse to je zelo nepraktično in neučinkovito. Zaradi vseh teh misli in čustev, ki jih doživljamo neprestano, smo neučinkoviti. Veliko bolj učinkovito bi bilo, če bi enostavno se odločili, ok, bom zdaj naredil nalogo, bi se usedli za mizo, naredili nalogo, se zavedali ves čas svojega dihanja in bi bili gotovi v najkrajšem možnem času in potem bi lahko počeli kaj druga. Ampak seveda v večini primerov ni tako. Tako da to je en tak dober test, da samemu sebi pokažemo, da smo dejansko res zelo podrejeni svojim mislim in svojim čustvom in na podlagi te ugotovitve potem lahko dejansko tudi nadaljujemo ali pa začnemo s tem procesom samorefleksije, kjer si odstranjujemo te moteče misli in ta moteča čustva, zato da se nazaj prizemljimo, kot bi rekli, da se začnemo, da se vrnemo ali pa spustimo iz svojega nazaj v telo, da se spustimo iz svojih čustev nazaj, da se stabiliziramo iz čustvenih teh motenj nazaj v dihanje in potem enostavno lahko začnemo učinkovito živeti. Se upravičujem zaradi telefona. Lep pozdrav.